Probali smo prišli 296 sveč. Videli ste, koliko časa je trajalo, da smo jih prižigali, oziroma nekatere še zmeraj nismo. Morija traja že zdajle skoraj 3 tedne. 3 tedne vsak dan ubijajo otroke, vsak dan ubijajo odrasle. Veliko preveč je tega na svetu. Zato predlagam, da se pustimo spremeniti veliko prižiga. Prvo hišo izvirnega greha. Zakaj? Predstavniki naše države, naše posvetne oblasti se do problema mrtvih otrok ne zgane. Nedavno nazaj so nam rekli, mi nismo cerkev. Nekaj dni nazaj se je konkurenčna verska skupnost imenovala, da smo šaljivo verstvo. Zakaj? Zato, ker so v Palestini 60 let nazaj so prišli ljudje, ki so neizmerno trpeli. Trpeli so pod nacizmom, prišli so, kako so rekli, na sveto deželo. Ljudje lahko živimo v miru, lahko živimo eden zraven drugega, se spoštujemo, ne pa da jemljemo in drugega zemljo. Predvsem, da stojimo za svojimi stališči. Oziroma, da stališča imamo. Nekateri naši predstavniki posvetne oblasti svojih stališč nimajo. Oziroma vprašajo za navodila, kakšne stališče ne imajo. To smo tukaj, bratje in sestre, da imamo Mašo, da se spomnimo na vse te mrtve otroke. Nič krivega. Vrteli niso čisto nič, razen tega, da so rodili na narobnem mestu, v narobnem kraju, v narobnem času. Vsaka svečka predstavlja enega. Prijenčka, malo starejšega otroka. Otrok tudi po posvetnem zakonu ni odgovoren, kaj delati 14. let. Te ljudje, ti otroci niso bili nič krivi. Popolnoma nič. In tudi zaradi tišine ljudi, ki bi mogli govoriti takrat, ko ne govorijo, kaj se dogaja. In en majhen delček po temu prispevajo vsi, ki ne govorijo. Mi bomo govorili, bomo zvonili bomo za vse duše, da pride v raj očes v solju, v blažnemu zvonu. Zvonimo, bratje in sestre.